Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci vroče teme na portalu domovina.je. Francija je že nekaj dni v primežu protestov, ki jih je sprožila smrt mladega Arabca, sedaj pa želijo to smrt, kot je zapisal novinar Dejan Steinbuch, večinoma arabski priseljenci, izkoristiti in se maščevati Franciji in Francozom za vse, kar se je leta in desetletja nabiralo v njih. Kaj se dogaja v Franciji, kako vroča postaja Evropa, ki vse bolj zavrača korenine, iz katerih je nastala, bomo v današnji vroči temi vprašali državljana Evrope, sicer pa odličnega poznavalca razmer v Franciji, tam delujočega in živečega filozofa, esejista in publicista, gospoda Evgena Bavčarja. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Gospod Evgen Bavčar, bi more biti najprej vas prosil za kratek zgodovinski oris Francije, ki je znana po uporih. Ali so ti večinoma notranji ali zunanji? Ti so notranji in obenem so tudi zunanji, ker recimo večkrat prije tudi do reakcij na razne upore v arabskih državah, ali branijo svoje ljudi, ki živijo v Franciji, to je recimo primer Alžirije, ali pa ne. Tudi Švica recimo se je zelo prestrašila teh gibanj, da bi seglo recimo v Švico, in so takoj v kali zatrli neke poskuse. In gospod Evgen Bavčar, vas dogajanje danes o Franciji preseneča v čem? Mene ne preseneča, ker to je bilo pričakovano. Glejte, zgodilo se je eno tako zelo široko ljudsko gibanje, rečem, v zvezi s pokojninami. To je bilo zelo razširjeno ljudsko gibanje, ampak establishment ni tega upošteval, kot bi pač moral upoštevati, in to se je nabiralo in nabiralo. Zdaj se je pa zgodilo, da je pač ta policaj ustrelil tega mladega fanta, in to je bil nekako pol povod za demonstracije, čeprav to niso demonstracije v tem klasičnem smislu, to je razbijanje, to je napad na državne ustanove, recimo 250 kijevskov za cigarete je bilo uničenih, potem cel kup trgovin, cel kup bank, menda, nekaj 100 bank teh avtomatov in tako naprej je bilo uničenih. To ni tista manifestacija v klasičnem smislu, kot se jo pozna v Parizu. Še enkrat si bom sposodil besede novinarja in publicista Dejana Steinbucha, ki je zapisal: pri Macronu je bilo že od vsega začetka jasno, da sodi med tiste politike, ki se odločajo na podlagi javnomnenjske všečnosti, ne pa argumentov. Zdaj mu razmere uhajajo iz rok in vendar nima poguma, da bi ostreje ukrepal proti ulični sodrgi, ki se maščuje Franciji za pretekle grehe, kot so na primer Trumpovi vdrli na Kapitol in poskušali preprečiti potrditev zmage Bidna, so jih mediji in javnost takoj razglasili za drhal proti najbolj divjim, pa sprožili kazenske postopke. V Franciji se dogaja precej hujši scenarij, piše Dejan Steinbuch. Opravka imamo z drugo in tretjo generacijo večinoma arabskih priseljencev, ki so izkoristili smrt mladega Arabca. Problem je, ker Macron ni sposoben ustaviti nasilja in vandalizma po francoskih ulicah. Zato se bliža trenutek, ko bo moral nekdo potegniti ročno zavoro in v republiki narediti red. Sarkozy in Chirac ne bi nikoli pustila, da bi šle stvari tako daleč. Ali se s tem zapisom, ki sem ga prebral, Dejana Steinbucha, strinjate? Jaz bi dodal to, da recimo Macron nima tistega političnega ozadja, kot sta imela recimo Sarkozy pa Chirac, ko sta imela veliko večjo podporo politično. Tukaj recimo je ta kompromisna večina v parlamentu, recimo toliko in toliko je poslancev skrajne desnice, toliko je socialistov zelo malo, toliko je te zmirne, tako zvane srednje strukture oziroma desnice, in verjetno se to čuti, da gospa Born nima tiste moči, ki jo bi lahko imela, če bi imela močnejšo večino v parlamentu. Pa vseeno, če pogledava nazaj prejšnje vlade, še pred Macronovo, so začele popuščati, bomo rekli, pri tej politiki priseljevanja. Sami veste, ko ste se preselili oziroma šli delati v Francijo, gotovo je bilo takrat dobiti vizo ali postopek bivanja v Franciji bistveno težje, kot je danes. Ja, takrat je bilo treba pač pokazati, ali se je imelo višjo izobrazbo,
se dobilo delovno karto. Eno leto preden se je prišel, jaz sem prišel leta 72, je bilo pa to še veliko laže. Ampak že jaz, čeprav sem bil štipendist francoske vlade, sem moral dobiti garanta, da bi plačal zame v primeru, če bi jaz kaj štrajkal, pa ne bi hotel plačati stanarine v študentskem domu. To je bilo že takrat. In vedno so vprašali za podaljšanje vize, so vprašali, kakšni so pa vaši dohodki. Ne? A imate dohodke, se boste lahko sami preživljali. To so potem popuščali in končno pride do te situacije, kot je zdaj. Ne? Situacija je precej kaotična, to lahko vidimo tako v medijih, kot tudi na posameznih portalih. Gospod Bavčar, ali menite, da bi morala tukaj francoska vlada potegniti, tako kot je zapisal kolega, ročno zavoro, biti bolj odločna tudi pri priseljevalni politiki? Vidimo, da pride v Francijo po nekaterih ocenah med 100 do 200 tisoč nezakonitih pribežnikov na leto. Problem je civilna vzgoja, problem je državljanska vzgoja. Treba je ljudem povedati, da v Franciji vladajo taka in taka pravila, se tudi pri nas nimamo domovinske vzgoje, patriotske vzgoje. To je recimo Boris Pahor zelo pogrešal in to svetoval našim politikom, da bi morali to uvesti. Ker, kot pravijo nekateri, sicer bolj iz desnice, rečejo naslednje. Če nekdo pride v Francijo, se mora zavedati, da je prišel sem zato, ker pri njemu doma gre za nohte, ker ni demokracije in s tem mora sprejeti pravilo igr, ki so pri nas v veljavi. To se pravi demokracijo, volitve, toleranco, zadevo, da je vira privatna zadeva, namreč z viro se ukvarja v Franciji notranje ministrstvo, ne? To se pravi, in vira je vprašanje privatnosti. En Francoz, nihče ne bo vprašal drugega, kakšne vire si pa ti, ne? To tradicionalno povedano. Zdaj pa to nekako udarilo v to zunanjo sfero, recimo, da se preveč poudarja versko pripadnost in potem nastanejo take komune, skupnosti, družbene skupnosti, ki so izolirane, ki se definirajo po eni veri ali po drugi. Moram pa poudariti, da ena redkih teh komun oziroma skupnosti, ki jih pa sploh ne predstavlja nikakršnih problemov, so nekdani body people, to so Vietnamci oziroma iz Kambodže, ljudje, ki so takrat tudi bežali v svobodo, s temi ni nikakršnih problemov v Franciji. In če pravite, na eni strani se sedaj poudarja ta verska pripadnost, predvsem pravice, ki jim izhajajo iz verske pripadnosti, na drugi strani pa vidimo, da je Francija zelo strogo ločila cerkev in državo. Ja, to je že po zakonu iz leta 1905, je ta ločitev med državo in cerkvijo. Sam v Franciji je problem v tem, da se veliko govori o pravicah, ne pa o obligacijah. Ne? Če se govori o pravicah, je treba govoriti tudi o dolžnostih. Če ima nekdo neke državljanske pravice in te pravice uživa, mora tudi pristati na določene obligacije, na določene odgovornosti v odnosu do države. Države pač zadeva vseh skupaj. Ne? Ali Francija izgublja svojo bleščečo podobo in kako se je spremenil francoski človek? V kaj se spreminja? Z filozofskega vidika. Trenutno je težko reči, recimo, govoriti na splošno o francoskem človeku, ker jaz sem bil v Franciji, sem prišel v tistem času, ko so bili še zelo znani izobraženci, recimo Derrida, Michel Foucault, potem recimo Claude Lévi-Strauss, Lacan, ti, ki so nekaj pomenili in ki se recimo so bili tako pomembni, da oni se sploh niso vmešavali v politiko, ne? Ni bilo nikakršnega vmešavanja. To so bili pač ljudje iz področja sjajnih šol, same elite, ne? In so predstavljali neko internacionalno zavest francoske kulture. In to jaz obžalujem, da tega ni več tako. Zakaj pa ni tako? Ali ni dovolj dobrih filozofov? So ti pobegnili iz Francije? Ja, veliko jih gre v Ameriko, tako recimo. In problem je pa v tem, da recimo je velika socialna diferenciacija danes, da recimo te elitne šole ne delajo ljudje iz skromnih
socialnih razmer, to so v glavnem otroci, recimo uslužbencev, učiteljev in tako naprej, ti, ko delajo elitne šole, ki so še vedno odlične, zelo dobre. Ampak jaz to občutim tudi nekako kot tak, recimo včasih sem imel veliko prostovoljcev iz teh šol, to se pravi, so bila dekleta pa fanti, ki so se javljali, da prostovoljno berejo slepim. Zdaj tega veliko manj ali pa sploh ni. Bil je nek tak idealizem in tudi recimo, ko sem prišel v Francijo, kdo so bili moji prostovoljni čitalci? To so bili ali katoliškega izvora, ali pa bivši komunisti, ki so jih izključili in so bili po svoji idealisti. Ti so recimo delali kot prostovoljci. In v tem je zasuk mentalitete, v to mentaliteto profita, zaslužka in tako naprej. To se pozna, ta svet ekonomije se zelo pozna v Franciji in seveda tudi velike socialne diferenciacije. Poglejte, Pariz je čudovito mesto. Včasih so rekli Ville Lumière. Ampak zdaj, ko pa vidite ljudi, ki spijo zunaj, jaz jih recimo v moji ulici kar ne 3 srečam, zadnjič sem šel kupiti kruh, kar ne 3 so me vprašali za denar, ampak to niso tisti tradicionalni klošari, ki so bili včasih, ki je bilo malo to folkloristika, ki so bili tako, so imeli eno dostojanstvo, recimo enkrat me je vprašal za cigarete in ker sem imel ene ameriške cigarete, sem mu ponudil, pa rekel, jaz pa ne bom tega dreka kadil, ne, dajte mi kakšne žitan ali Gauloise, ne, se pravi, francoske cigarete, ne. Tega ni več. Tukaj so ljudje, ki nimajo doma, ki nimajo kam iti spat, ki spijo pod mostovi, ki pozimi spijo v tistih postajah metroja, ki jih pustijo, da ogrevani. In tega včasih ni bilo. Reče se pa lepo, zelo vljudno in tako naprej, lepo zgleda SDF, se pravi ljudje brez stalnega naslova. Les gens sont domicile fixe, ne, brez stalnega naslova. In tega pred leti ni bilo, zdaj pa tega veliko več. Ne. Ali so ljudje brez stalnega naslova tudi nekako povod za te proteste, ki smo jim sedaj priča, pa tudi v preteklosti, in pogosto govorijo, da so proteste sprožili fundamentalistične skupine, nikakor pa se ne osredotoča na točno določeno, za katero vemo, da jih pogosto sproža. Proteste so spustili tisti, ki živijo v predmestih, tisti otroci, ki pač niso motivirani za življenje, ki nimajo kakšnega izhoda, kakšnega upanja za na boljše življenje, ti so to sprostili. Ne? Jaz ne bi kar tako, tukaj se označuje zelo pavšalno, ampak vzrok je veliko več. Ne? Recimo, ti mladi v bistvu niso tako pokvarjeni, kot zgleda, ampak manjka jim pa vzgoja, manjka jim vodenje stvari, avtoriteta v šoli. Namreč, meni je že rekla pred leti, tukaj gospa, ko vodi to poboljševalnico v Planini, je rekla, mi trpimo zaradi permisivne vzgoje in Francija tudi trpi zaradi permisivne vzgoje. Če ni avtoritete, pač ne gre. Temu se reče v psihoanalizi zakon, postava. Brez postave ne gre. In tudi Slovenci takrat, ko smo izgubili postavo, ko smo izgubili eno etično načelo, smo vedno nastradali. Brez postave ne more iti in ne da se zdaj tako govoriti, kot so 68, ki so rekli, prepovedano je prepovedati. Ne? Nekaj, če prepovedujemo, mora nekaj veljati, ne pa prepovedano je prepovedati. Ne? In te generacije, zdaj mlajše, to so že vnuki teh 68-nikov, ki so pač nekako brez kakšnega kompasa socialnega, brez kakšnih izhodov za boljšo eksistenco in ti potem povzročajo te nemire. Gospod Eugen Bavčar, če mi dva greva sedaj na celotno Evropo, preden bova nekaj besed rekla tudi o Sloveniji in Borisu Pahorju, kako pa se Evropa sooča z vsem tem pritiskom, ki mu je priča na eni strani priseljenskem, na drugi strani vse več izgubljanja tistega kompasa, izgubljanja vrednot. Kako gledate vi kot državljan Evrope? Ja, Evropa je pač zamudila določene trenutke, kjer bi lahko reagirala.
Glede, Evropa je bila idealna glede socialne politike za časa Olafa Palme, Krajske v Avstriji in tako naprej. V Franciji to socialno Evropo in jo še vedno zagovarja Lionel Jospin od socialistov. Ne? In Evropa si ni nikoli zastavila tega vprašanja socialne Evrope. Evropa je bila, to tudi pravi Boris Pahor, pokojni, ne? Evropa je bila osnovana na osnovu ekonomije. Če bi bila osnovana na osnovi kulture, bi bilo veliko boljše. Ne? In je zamudila tisti trenutek, ko bi pač morala poudariti to socialno dimenzijo, to pravičnost, to skrb za marginalne skupine, ampak v glavne skrbi za tiste marginalne skupine, ki so recimo v veliki manjšini, to se pravi istospolni in tako naprej. Za tiste, ki so pa res socialno ogroženi, ki so recimo matere samohranilke pa tako naprej, pa družine, ki nimajo dovolj denarja za do konca mesta, zato se pa Evropa ni dovolj brigala in to se zdaj pozna. Bi se morala Evropska unija ob vsem tem, tudi kar se dogaja sedaj vidimo na Švedskem, ko je prišlo do žalitve Korana, bolj vprašati, kje je in kako stopiti spet na pravo pot? Ja, gledajte, primer, tega se ne bi zgodilo, recimo v Franciji nekdo zažgal eno sliko v cerkvi in se niso tako zgražali, kot se recimo zgražajo, ko nekdo zažge Koran. Ne? To marsikaj pove. Ne? Recimo, nastal je velik šok v Evropi, ko je zagorela Notre Dame, ne? Ampak tukaj ne bo prišlo do nobene resnice, kdo je to zakuril. Čeprav istočasno je več cerkev bilo zakurjenih, recimo Saint-Sulpice pa Saint-Denis je tudi bil poskus požara, ne? Ampak o tem se veliko ne govori. Zgleda pa tudi zdaj v Franciji, da velikokrat, ko so napadi na katoliške, na krščanske ustanove, se o tem ne govori toliko, ne? Kot bi sicer morali govoriti. Evropa nekako pozablja na svoje korenine, ki so pač izrazito židovsko-krščanske, ne? In zdaj recimo bolj poudarja to drugo identiteto, se pravi islamsko identiteto, pro kateri nimam nič proti, jaz sem sam študiral Koran in so tukaj čudovite stvari, zlasti o svetlobi in tako naprej, so fantastične zadeve, ki jih jaz globoko spoštujem, ampak se mi zdi, da pa je Koran nekako zlorabljen v smislu politike, kar tudi sami znanstveniki, pravijo iz Alžirije, pa iz Tunizije, tako več znanstvenikov sem bral, pravijo, da je to največja nevarnost za islamsko civilizacijo. Kaj pa storiti v tem primeru? Kako stopiti korak nazaj, oziroma kdo bi moral stopiti korak nazaj? Ker to, kar sedaj vidimo v Franciji in tudi na Švedskem, se lahko že jutri dogaja v Avstriji, Nemčiji, tudi pri nas. Edina pot korak nazaj je poudarjati duhovne vrednote Evrope. Tiste duhovno substanco, na kateri je Evropa grajena. Ampak ne samo zato, da se poudarja človeške pravice, ki so bile za časa francoske revolucije uveljavljene, ampak tudi odgovornosti. Eno brez drugega ne gre. Ne moramo mi samo pravice, same pravice, vsak ima pravico in tako naprej, treba je tudi odgovornost. In najtežje je otrokom učiti jim nekako posredovati odgovor, da so nekaj odgovorni, da so odgovorni za človeški spomin, to je krščanstvo, za spomin na tisto Evropo, ki je bila pred nami in seveda, da so odgovorni za tisto Evropo, ki nam bo sledila. Ko omenjam korenine, so pomembni tudi ljudje, iz katerih črpamo, med njimi ste državljani Evrope. Gre za nagrado, ki jo posameznikom in po novem tudi skupinam podeljuje Evropski parlament. Vi ste, gospod Eugen Bavčar, državljan Evrope, kot tudi je to pisatelj, pokojni že Boris Pahor, ki pa se ga, kot vse izgleda slovenska vlada, sramuje, saj ga je umaknila iz frankfurtskega sejma. Kako vidite na to odsmerjanje od vrednot oziroma od korenin? Usmerjanje je v bistvu bajonet v hrbet slovenstvu, slovenski identiteti, ker s pomočjo Borisa Pahorja, s tem, da je postal zelo aktualno v Italiji, smo mi lahko tudi izrazili naše trpljenje pod fašizmom,
zanikanje našega naroda za časa fašizma, tudi komunizma kasnejš. On je bil pač žrtev obeh ideologij. In s tem recimo se ne zavedamo, da je eden prvih Slovencev, ki je dobil istočasno najvišje italijansko priznanje od predsednika Mattarellija pa od predsednika Pahorja, sem bil takrat zraven v Trstu, in da so s tem nekako priznali eksistenco slovenske manjšine v Trstu, pa da so podpisali, da nam bo kulturni dom vrnen. In vse to, kar je Pahor napisal v svojih tekstih, to se zanika s tem, ko se ga črta iz frankfurtskega sejma. Zanika se tudi tisto, kar je pač Edvardom Kocbekom dosegel s tistim intervjujem, da opomni na te žrtve povojnih ubojev, kljub temu, da so ga nekako domobranci spravili v taborišče, ampak on je bil dovolj etičen, da se je zavzel tudi za stvari, ki so bile krivične do domobrancev. In to je veličina Pahorja. Pahor je zame primer Slovenca, ki je s svojo duhovno močjo, svojo ljubeznijo do naroda, do narodne identitete naredil to, kar mi imenujemo sprava in česar nam še ni uspelo narediti. Ali bi označili torej potezo Ministrstva za kulturo oziroma pristojnih pred frankfurtskim sejmom kot sramotno? To bi predvsem označil kot neodgovorno in nekako lahkomiselno. Ne vem, koliko odgovorno, jaz ne poznam teh administrativnih struktur, birokratskih, jaz nisem specialist za tehnokracijo in te reči, ampak se mi zdi, da je to skrajno neodgovorno in skrajno grdo v odnosu do spomina na Borisa Pahorja, ki le predstavlja 100 let slovenske zgodovine, zgodovine slovenskega upora. On se je uprl 3 ideologijam, se je uprl fašizmu, nacizmu in komunizmu in to bi morali upoštevati. On nam bi moral biti res narodna ikona, ne samo priložnostno za trenutne politične interese, za trenutno mentaliteto. To je žalostno, vsega obžalovanja vredno in meni je hudo, ker jaz se borim za Borisa Pahorja že od leta 1986. Takrat je bil persona in grata, ga nihče ni sprejemal in takrat sem se jaz odločil, da bom poskušal Borisa Pahorja spraviti najprej v Francijo, potem je šel tu v Nemčijo, v Italijo in končno prišel v Slovenijo. In naši ljudje, tisti, ki o tem odločajo, niti niso prebrali, na 100 člankov je bilo napisano o tem človeku, ampak s tem je tudi prodrla v Italijo, v Francijo, v Nemčijo zavest o obstoju Slovenije. In to je zanikanje slovenskega obstoja, to je zanikanje slovenske egzistence, če se tako obnašamo do njega. Gospod Eugen Bavčar, kako pa gledate na dogajanje pri nas, če nekako sedaj spomniva, ste že omenili povojne poboje in tudi, da ne pride do pokopa žrtev v Macesnovi Gorici in tudi odnosa, da se ne pusti žrtev pokopati na ljubljanskih Žalah. Ali lahko vse ta nerešena vprašanja, ki jih imamo kar precej iz polpretekle zgodovine in tudi klanjanje nekaterih odgovornih komunistom na Čebinah, privede tudi do tovrstnih dogodkov, ki smo jim priča v Franciji, čež do nezadovoljstva tudi množic? To se mi zdi, da je eno zelo težko vprašanje. Jaz sem zdaj, ko je bila razstava v Bruslju, sem razstavil eno fotografijo Borisa Pahorja, celo 3 fotografije in ena fotografija kaže en kraj v Štrutofu, tem taborišču, tem kacetu, koncentracijskem taborišču, kjer piše osa umiljata. To se pravi ponižane kosti. Zakaj ponižane kosti? Ker so se v tistem delu taborišča so se združile fekalije in pa pepel iz krematorija skupaj. To se pravi, so bile te kosti ponižane. Pri nas, če ne pokopljemo, pač ponižujemo te kosti. Ampak nismo sposobni, da bi navezali na to Pahorjevo etiko odnosa do ponižanih kosti, tudi z našimi slovenskimi ponižanimi kosti. In kakor mi berijo tako naprej, recimo v Macesnovi Gorici, pa v zvezi s temi Romi,
to so tudi ponižane kosti na svojski način, ker jih ne morejo svojci identificirati. Jaz imam prijatelja, ne bom povedal njegovega imena, ki je bil izredno srečen, ko je šel v Dachau in ker je tam izgubil očeta, edina sreča njegova je bila, da je našel njegovo številko. Torej, številka je bil edini grob, na katerega se lahko sklicuje ta človek. In to je zelo pomembno, identificirati se v svojem očetu, biti sin nekoga in isto bi bilo to pomembno tudi pri nas, da bi te ponižane kosti jim dali čast, kot jim je dal čast Boris Pahor v svojem pisanju. Kar nekaj tem sva odprla, pa ob sklepu, gospod Eugen Bavčar, mogoče če nekako potegneva usporednico Slovenija, Francija, Evropska unija, kje se je zalomilo, da danes ni tako, kot so si želeli očetje Evrope. Nekateri od njih so danes celo kandidati za svetnike. Zalomilo se je, ker je nastala Evropska skupnost na ekonomski osnovi in ne na kulturni. To ni samo moje mnenje, to je bilo tudi mnenje Borisa Pahorja, ker Evropa kultur bi mogoče bolje zdržala razne preizkuse, razne težave zgodovinske in tako naprej, oziroma Evropa svobodnih narodov, tako kot se je mislil de Gaulle. Evropa nacij od Atlantika do Urala, prav de Gaulle. Danes se dogaja recimo, da sta v smrtnem boju dva največja slovanska naroda. In mene to boli. Jaz se ne odločam ne za enega, ne za drugega. Zame so to predvsem Slovani, ki se med seboj bojujo, medtem ko recimo druge skupine narodov se nikoli niso tako krvavo med seboj sporekale kot ravno mi Slovani. In to je žalostno. Iz kulturnega vidika, jaz gledam predvsem iz kulturnega vidika. A vas skrbi področje kulture v Evropi in na svetu nasploh? Kulture v tem smislu kot nekaj odrešujočega ni več. Zdaj imamo subkulturo, imamo pač ameriško kulturo, ki je pač kultura potrošništva, kultura pač prodaje. Tista kultura v smislu, kot jo je definiral bivši lionski župan, ki je rekel, kultura je tisto, ki nam ostane, ko nimamo ničesar več. In to se mi zdi ena najlepših definicij, da je kultura sama srž človeka. Kultura je v tem, da smo ustvarili Antigono, ki skuša pokopati svojega brata. Kultura je v tem, da imamo Kristusa, da imamo židovske profete, da imamo Budo, da imamo Lao Tseja in tako naprej, Konfucija. Kultura je v tem. In če bi bila Evropa bazirana na kulturi, bi šlo veliko bolje kot sicer. In ne bi videli teh nekulturnih prizorov iz Francije? Ne bi videli, ne. Ker kultura je povezuje, kultura nas je vedno povezovala, kultura je vprašanje, kultura ne daje odgovore, ampak zastavlja vprašanja. In danes tista stvar, ki najbolj manjka, je vprašanje. Proti paroksizmu krize, je rekel en moj prijatelj pesnik v Franciji, je treba na vsak način rešiti vprašanje. Ponavljam, proti paroksizmu najhujše krize je treba rešiti vprašanje. Zakaj? In upam, da se bodo rešila. Gospod Eugen Bavčar, iskrena hvala za obisk v studio Domovine. Hvala tudi vam. To je bilo v tokratni vroči temi vse, spoštovane gledalke in gledalci. Naročite se na naš podcast na YouTubeu ali pa tudi na tednik Domovina. Prav tako nas spremljajte na našem portalu. Želim vam vse dobro.